Rajši ga domov peljam, še bolj ga bom ljubila. Rajši ga domov peljam, še bolj ga bom ljubila. Knjižnica Bežigrad domuje na Einspielerjevi ulici, kjer se stavbo deli Slovansko knjižnico. Tam sem poiskala knjižničarko Marijo Čeh, gostja današnjega podcasta Ustvarjalne dimenzije knjižničarka. Slišala sem namreč, da med vsemi drugimi dejavnostmi skrbi za eno prav posebno srečevanje. In sicer se enkrat na mesec v njihovi veliki dvorani zberejo pevci. Pa ne kakršnikoli, temveč tisti, ki radi prepevajo slovenske ljudske pesmi. Marija, pozdravljena v naši oddajici, v našem podcastu. Hvala, da si se odzvala povabilu na pogovor o tvojem strokovnem delu, o letih, ki si jih preživela v knjižnici, pa tudi o željah in vseh tvojih dejavnostih. Včeraj smo res imeli tudi ta dogodek, bil je četrtek, bilo je enkratno. Decembra vedno malo drugače naredimo, malo več, kakšen gost pride, a ne. Tokrat so bili mandolinski orkester 4-5 učencev, Tanje Pirc, so otročki in so zelo popestrili dogodek. To petje, če te lahko samo toliko prekinem, kdaj se je začelo to petje ljudskih pesmi? To ni neka dejavnost, ki bi jo vsak pripisal knjižnični dejavnosti. Nekako se je pojavila potreba po izražanju. Imeli smo en projekt Prepletimo zimo, kjer smo kvačkali kvadratke, potem pa smo iz tega naredili tako odejo, veliko odejo. In ko smo te kvadratke sestavljali, smo enostavno začeli prepevati. To je kot, da se začneš pogovarjati, smo začeli prepevati ljudske pesmi. In takrat sem jaz zaznala, da mogoče pa v tem okolju mestnem, zelo manjka enega izraza, Mi vedno v mestu nekako hodimo druge gledati, profesionalce, ne pa da bi mi se izražali težje, težje se izražamo, v resnici moraš tudi nekaj energije v to vložiti, ampak potreba pa je. Z radiom, televizijo nekako smo to zanemarili, ta stik s samim sabo. Ker ko ti poješ, v resnici ti vibrira celo telo in se ti vse blokade ali pa vse travme nekako zavibrirajo s tabo in se lahko spremenijo, ker tako je telo v glavnem z vode, To so te fizične, kemične, neke spremembe, ki jih petje povzroča telesu, samo duši. Ne samo v duši. V resnici ne vibriramo, vse nekako okoli nas vibrira in s tem, ko ti poješ, to je v bistvu naš prvi inštrument oziroma prvi stik samim sabo, otrok zajoka, ko se rodi in uporabi ta inštrument, glasilke. Vdahne in potem spusti zrak. Ja, in v bistvu to tudi na naš živčni sistem zelo dobro deluje, ker nekako sprošča, čim ti dalj časa izdihuješ, kar pri petju to pride v poštev, potem se ti sprosti parasimpatični živčni sistem, zato je vedno potrebno ta prve v resnici dobro izdihniti. Potem vdihniti in potem spet frazo odpeti ali pa eno besedo povedati, in to v bistvu sprošča človeka. In tega izraza mi nekako v tem sodobnem svetu ne izkoriščamo. Skozi nekaj bereš, sprejemaš informacije. Nikoli pa, oziroma zelo redko, kdaj si povabljen, da ti nekaj poveš, da ti nekaj daš od sebe. Ampak v resnici je pa to človekova potreba. Kakšni ljudje pridejo pet ljudske pesmi in kakšni so potem, ko odidejo? Ja, seveda, v glavnem starejši pridejo pet
ljudske pesmi, tisti, ki so jih že doma tudi prepevali. Včeraj je bilo zelo zabaven, ker so tudi ta mlajša generacija, ki so pripeljali te otroke na to predstavitev oziroma predstavo, prepevali in so ugotovili, da so to nekje že v podzavesti, nekje te pesmi že slišali ali pa že doživeli. Ne? To je kot DNK, ki se prenaša iz roda v rod ljudske pesmi. Ne? V bistvu je to temelj našega bivanja, recimo Slovencev. Nismo bili vsi toliko, da bi brali pa v preteklosti, ampak prepevali pa so. In tudi ob delu, sama se spomnim kmečkih opravil svojih starih staršev, ko smo hodili ali na trgatev, ali pa ko mi je mama prepovedovala, da so ob ličkanju prepevali. In tudi jaz se spomnim svojih staršev, da sta bila oba pevca, eden doma, eden v zboru. In zadnjič, ko sva se midve srečali prvič pred tem podcastom in ko sva midve prepevali pol ure, sem odšla domov takšnega lahkega srca in ta lahkost se me je držala potem še 2-3 dni. Ja, super. In tudi sodelavcem sem pol prepevala in pravzaprav so bili navdušeni. Škoda, da več ljudi ne hodi na takšna prepevanja. Zdaj bova naredili EPP recimo in bova povabili tudi zaposlene v MKL-ju in tudi vse druge, ki bodo prisluhnili najinemu pogovoru, naj se opogumijo in pridejo. Nič ni, če ne znaš besedila, imaš pripravljene tekste. Vmes pa poveš tudi kakšno uganko ali pa kakšno misel. Zelo dobro se verjetno odzivajo na to skupino. Ja, v resnici imamo mi res zakladnico narodnega bogatstva, tudi uganke, kot si rekla, ali pa reke. Reki so neverjetni, v resnici tudi za vreme držijo, če se poglobiš v to. Tako da potreba je. Zdaj sem se spomnila ene osebe, ki je raziskovala tudi ljudske pravljice, zgodbice, petje in tudi sama rada prepevala in tudi velikokrat na gostovanjih sprožila to petje ob koncu raznih srečevanj ali pa literarnih večerov. Dušica Kunaver. Ja, ona je bila velikokrat naša gostja raven decembra in seveda, to je krasna gospa, vedno z veseljem odprta in ona je res veliko pesmi tudi zbirala. Hodila je po domovih za ostarele in zbirala besedila in tudi seveda melodije, ker če ni ubojga, potem se lahko kar malo zgubi. Ker pri petju v bistvu se lažje besedila zapomniš. En ritem. In je lažje, kot pa sam tekst si zapomniti. Se mi zdi, da so včasih ljudske pesmi kot ena oblika molitve. Ja, to je v bistvu zbrana vsa modrost, življenja, ki se je skozi življenja nabirala. Ostale so tiste, ki so bile aktualne v tistem momentu, ampak v resnici je to kot DNK. Ki se prenaša iz roda v rod. In ravno zdaj se mi zdi, da je kritično. Se mi zdi, kot da mladi se jim zdi, kot da je to manj vredno oziroma, da jih je sram peti te ljudske pesmi. Dobro, da je Dušica Kunaver veliko tega zapisala, tudi z notnimi zapisi, izdala v obliki knjig in sva že pri knjigah in knjižnici. Kako si se odločila, da boš knjižničarka, kaj si po izobrazbi in kako si v bistvu prišla v knjižnico? Drugače sem naredila srednjo pedagoško šolo, takrat je bilo ravno usmerjeno izobraževanje, se je začelo. In v resnici nisem čisto točno vedela, kaj bi. Vedela sem, da ne bi bila učiteljica. In sem šla po cesti in me je znanka poklicala in rekla, a bi prišla delati v knjižnico. Jaz sem nimam pojma, kaj, ne predstavljam si. Vse, če sem v našo knjižnico skozi hodila, ker sem Bežigrajčanka in mi je bil to en tak posvečen prostor z enim takim posebnim vonjem.
po knjigah, po lepilu, ne vem, po tisku in vedno je bilo tiho, res tak kot ena cerkev, taka fajn, intimna. Ampak da bi delala tam, si pa nekako nikoli nisem predstavljala. Bilo pa začetek poletja, imela sem čas in rekla, dobro, zakaj pa ne bi zdaj to malo poskusila, in to traja do zdaj. To traja zdaj 39 let pa pol. Jaz pravim, da me je sreča srečala, ker v tem okolju pa res uživam. In bi priporočila vsem na svetu, da bi imeli tako službo, da bi lahko tudi uživali v njej, ker potem dobi življenje tudi smisel. Res je fajn delati, vidim, in z ljudmi, in s knjigami, te interakcije, komunikacije, potem lahko, no tako kot je petje, ne, lahko se izražaš umetniško, kar želiš, ne, delaš, ne vem, plakat za kakšno prireditev, delamo razstave. V resnici lahko delaš, kar želiš, v resnici mora biti tako okolje v organizaciji, da prepoznajo tvoje talente. In potenciale, in da ti dovolijo to izkoristiti, izraziti, in zaradi tega je v bistvu zadovoljstvo oboje stransko. Tako je, to je največji dar. Ko si prišla v knjižnico, se je pisalo leto 1986. Spomnim se, kako si mi pokazala na časovnem traku v vaši knjižnici, ki je ta letnica je. In to je en prav poseben časovni trak, ki si ga ti izdelala. Kaj nam pove o knjižnici in kaj nam pove o osebah, ki so tam zapisane? Ja, vedno sem si želela nekako imeti en pregled čez celo situacijo. Tudi doma sem si pač delala miselne vzorce. Tak pregled, kaj se je dogajalo, recimo, ko je bila ena oseba v knjižnici, ker to je sigurno vplivalo na dejavnost, ki si jo ti pač takrat razvijal. V resnici sem imela jaz res eno veliko srečo v celem življenju, ne samo službo, da smo živeli v takem okolju. V takem času Slovenije ali pa celega sveta ta razvoj. Ker ko sem prišla v knjižnico, nič ni bilo električnega, ne? Ni bilo fotokopirnega stroja, nič, samo kalkulator od računovodkinje. Tudi telefon je brez elektrike delal. Ne? Kartončki in izkaznice in zapisovalo se je, še svinčniki. Tako. In potem slediš ta razvoj v bistvu človeštva. Od prazgodovine, bi se temu, pred skoraj elektriko, ker tudi recimo redukcije sem doživela, tudi takrat sem kot obiskovalka hodila v knjižnico, knjižnica je delala, brez elektrike je delala, pač so bile svečke in pač se je vse delovalo, ker je sistem deloval tudi brez elektrike, oziroma pač samo svetlobo je dajal, drugače pa proces delovni je tekel. Si predstavljaš danes, da ostanemo brez elektrike v knjižnici? Ne. Že če nam programi ne delujejo tako, kot bi morali delovati, smo zmedeni in se proces zaustavi? Ne, ravno zaradi tega sem želela to časovnico narediti, kako se je v bistvu razvijalo celo človeštvo, lahko rečemo, ne? Ampak sploh pa Slovenija, ne? Od tega predpotopnega časa knjižničarjev in knjižnic do sedanjega časa, ko v bistvu ti pa skoraj že vse umetna inteligenca naredi, ne? Ampak brez elektrike smo pa skoraj bi rekla lahko nula, ne? Res sem imela srečo, širili smo se v vseh pogledih v znanjem, nabavljale so se nove knjige oziroma pisale so se, prevajale, vedno več gradiva je bilo na razpolago, vedno večje prostore smo dobili, vse te enote, ki jih imamo, so se še enkrat, pa 3-krat ali pa 5-krat povečale, kar sem jaz tukaj. Tudi sodelavci, vedno več nas je bilo zaposlenih, kar je bila ta časovnica meni ta prikaz, izposoja, obisk, vse se je večalo.
Tam je tudi zapisano, da knjižnica ni bila vedno znana pod imenom Knjižnica Bežigrad in tudi ni bila vedno na Einspielerjevi ulici, ampak... Ja, bila je Ljudska knjižnica Bežigrad, prva je bila celo del mestne knjižnice. Potem se je pač osamosvojila, potem se je pa selila v glavnem po Dunajski cesti, na zadnji lokaciji na Dunajsko, tja sem še jaz hodila, ne? To je bivša, mislim, zdajšnja galerija, Bežigrajska galerija, tako da se je 75. se je preselila potem na Vodovodno 3, kjer sem jaz začela. 2000 smo se pa potem preselili na Einspielerjevo 1. In ste dobili večje prostore, boljšo opremo verjetno tudi. Ja, pohištvo imamo res kar lepo, še vedno po 25 letih moram reči, da je knjižnica še vedno lepa, prijetna, saj za moje pojme, ker sem tam doma, dobesedno je to moj drugi dom in sem zelo rada v tem okolju. Vem pa, oziroma povedala si mi, da ko si prišla v knjižnico, nisi bila samo knjižničarka, ampak si bila tudi tajnica in mojster za različna tehnična popravila. Kako je to izgledalo? Si prišla torej kot knjižničarka ali si prišla kot administrativna delavka ali si bila kar neke vrste hišnik? Ja, kot knjižničarka sem prišla, seveda, ampak ko ni bilo ljudi, smo delali interno delo, to se še vedno reče, greš delati interno delo. In tako me je direktorica Alenka Zupanova nekako potegnila v pisarno, kjer sem pač delala pisarniška dela, pretipkavala njene zapisnike, karkoli je pač bilo treba. Potem sem bila pomoč računovodstvu, tako da tudi, kako se plača iz računa peš, vem. Še danes? Še danes vem, kako se računa in kako se tudi izračunava, koliko je še denarja za katero področje, ne, kako v bistvu moraš biti kar spreten, da vse pokriješ, od dohodkov do recimo knjig, seveda, ne, osnovnih sredstev, pa tudi to obnova, ne, stavb. Skozi moraš nekako vzdrževati tisto, kar imaš, moraš vzdrževati. To se pravi, to tudi je ena vsota denarja, no, in to mi je bilo drago, da sem videla tudi za svoje potrebe, lastne vidiš, kako potem moraš del denarja razporediti prav, da prideš skozi mesec, pa da lahko tudi še kaj obnavljaš. Ker vse in da investiraš v kakšne nove zadeve, tako, nove tehnologije. Še vedno zamenjaš kakšno pipo? Doma, ja. V knjižnici pa ne, imamo postori nekdo drug. Uroša, res vse postori. Ja, doma pa ključavnice menjam, pipe, vse, to pa ni problema. To se vse naučiš. Ja, krasno mi je to slišati, tudi jaz sem nekako tako bolj tehničen tip in mi je kar nerodno, če katera od žensk ne zna žarnice zamenjati ali pa kaj takšnega, težko si to predstavljam. Menda pa popraviš tako v narekovajih tudi kakšnega sodelavko, če ga zategujejo mišice, če se slabo počuti, če se ne more dobro premikati. Kaj to pomeni? V bistvu vedno moraš imeti v življenju še plan B, ne? In kot nekako drugo, kar me bi zanimalo, je bila masaža in zato sem se tudi v tej smeri izobrazila, sem klasični maser. Je pa to zelo, zelo težek poklic. Iz fizičnega stališča, kot tudi psihološkega, ker v resnici vstopaš v osebni prostor človeka in to vedno ni tako zelo lahko, ne? Zdaj, ponavadi se tudi psiha odraža na našem telesu, tako. In ko nas kaj skrbi, nas boli želodec, nas tišči pri srcu, imamo zategnjene mišice, ramena. Tako. In je delo, se pravi, kot nek, ne samo fizioterapeut, ampak tudi psihoterapeut. Zagotovo, no tako da mi je prišlo prav,
to znanje. Zdaj zmasiram pač svoje domače, pa seveda tudi svoje sodelavce, kakšni glavoboli, ali pa res zategnjene mišice, ali tukaj imam zategnjeno mišico, ali lahko. Seveda. Rečemo, imam vozov. Ja, jaz imam res srečo s sodelavci, da smo res kolektiv tak, ki bi res tudi želela, da ga bi imeli vsi. Je pa res, da moraš tudi ti nekaj za to narediti, oziroma fajn je, no, da si v okolju, ki ti paše, kjer se počutiš doma in da si pomagamo en z drugim, ker le tukaj 8 ur živimo skupaj, ne. Marija, to je neverjetno. Se ti zdi, da smo ljudje danes dostopni drug do drugega? Ja, jaz mislim, da smo. To je odvisno od človeka. Od tebe je odvisno, koliko smo dostopni, a ne? A ti dovoliš, da si ti dostopna do mene ali ne? To je od vsakega posameznika odvisno. Misliš, da je to tudi stvar širine razgledanosti? Mislim, da ne. Bolj občuti? Bolj občuti, mislim, da ja. Vzgoje? Ja, vzgoja je zelo pomembna. A ne, če se te starši nikoli ne dotikajo ali pa božajo, verjetno tudi ti ne boš pol do sebe, ne pač nežen, ne do drugih. So ti vzorci družinski, ki se prenašajo nezavedno. Ob srečanju s teboj sem dobila en tak krasen občutek, da si izvedava, iskrena oseba. Kako bi pa ti sebe opisala? Sebe vedno zelo težko opisuješ. Zato sem povprašala sodelavce, so rekle, vedno si za štos. A ne? Vedno sem nekako za akcijo, če se mi zdi fajn, a ne? In to je zelo potrebna vrlina v današnjih bolj temnih časih. Ja, da se človek lahko nasmeji, da se odpre, tako, da je iskren, da ima iskrice v očeh. Mislim, kaj pa je smisel življenja? Kako? Bomo kar šli, mislim, samo delo, ne moraš, a ne? Sprot živimo, ne? Ne bomo zdaj pa doma pa živeli, a ne? Moramo povsod živeti, kjerkoli pač si. No, še eno lastnost mi je povedal naš študent, je rekel, da sem hiperempatična. To pomeni, da zelo hitro pač se postavim v vlogo drugega in ga začutim, kaj bi on želel. Ampak hiper pa pomeni to, da včasih tudi sama sebi škodim. Da pretiravaš. Da pretiravam, ja. To je pomembno tudi, ko izbiraš knjige. Zelo dobro verjetno prebereš obiskovalca, ki pride v knjižnico in želi kakšno gradivo in ne samo iz tistega, kar on pove, kar ga vprašaš, ko odgovarja na tvoje vprašanja ob referenčnem pogovoru, tudi začutiš neko energijo, ki jo oddaja in verjetno tudi na podlagi tega morda znaš priporočiti pravo gradivo v branje. Mislim, da ja. Upam, da ja. Je pomembno, ne, da začutiš bralca in da v tistem momentu, kar on rabi, tako literaturo seveda tudi priporočaš, a ne. Saj to je interakcija med gradivom, bralcem in tebe, a ne? Vsi smo v eni interakciji med sabo. V resnici toliko vprašanj dobiš na dan. Res ne bi nikoli pomislil na taka vprašanja, kar tako, a ne? In je ta res interakcija. Gradivo pa v resnici imamo spet srečo, ne, da delamo v splošni knjižnici, kjer res lahko dobiš na vsa vprašanja odgovor. In meni je to čudežno. Res mi je čudežno. Je tudi to pomembno, da svoje sezname najboljših knjig, najboljših branj človek oziroma knjižničar umakne iz misli, ko svetuje? Sigurno. Morajo biti kriteriji bralca, ne tvoji. Ampak jaz bi te zdaj vseeno prosila, da poveš, katero knjigo si brala nazadnje ali pa jo trenutno prebiraš in zakaj bi jo priporočila v branje. To je spet res specifičen okus. Recimo meni je Šolski zvezek zelo všeč, ampak verjamem, da drugim ne bi bil najbolj všeč. Ali kakšne življenjepisni romani.
Vseeno, če so težki, pa se te dotaknejo, ti lahko dajo zelo veliko pogleda v življenje drugih in potem to lažje razumeš, a ne. V resnici beremo življenja drugih, včasih pa že svojega komaj nekako predelaš. Kaj oziroma kakšna mora biti knjiga, da ji rečeš kakovostna literatura? Raven to, da te nagovori, pa ni važno, a je to kot... To je lahko tudi stroka, a ne? Ni nujno, da je v bistvu literatura kot leposlovje. Pač tistega, kar nagovori tudi bralca, a ne? Meni je v vsaki UDK skupini imam nekako, kaj mi je najljubše. Ampak glede na bralca pa veš, kaj... Tudi v obdobjih je različno, ne? Imamo obdobja branja zelo različne literature. Zelo zanimiv se meni zdi, ko bereš knjigo pri 20-ih, je čisto drugače doživljaš, kakor pri 60-ih. Neverjetno. Ne? S svojimi izkušnjami to, kot da bi bral drugo knjigo. Je včasih, a ne? Kje se pa knjige pri tebi nahajajo doma? Imaš domačo knjižnico? Kaj se tam nahaja in kje je to? Je v dnevni sobi, so pa bolj strokovne, bolj uporabne, kot je naredi sam. Striženje sebe, striženje vrta, ne, žive meje in tako naprej. Imaš rada naravo. Imam rada naravo. Si mestni človek. Imam zelo rada naravo in imam spet srečo v življenju, da živim za Bežigradom in naša hiša ima svoj vrt. Kar dosti velik vrt, za katerega moramo tudi skrbeti. To je že kar redkost. Redkost. Res je fajn. Lahko se tudi sončaš na tem vrtu. Te nihče ne vidi iz okoliških blokov? Ne. Živa meja je tako dobro postrižena v višino, je dovolj zrastla. Moraš prav obrezati, drevesa in živo mejo. In je res, ampak s tem je tudi seveda delo, ne. In tudi moraš vedeti, kdaj lahko, kdaj ne smeš, kdaj kosi tam gnezdijo, a ne, da jim ne razkoplješ doma, kar se mi je že zgodilo. In potem so me napadali, ker sem jim nekako uničila njihovo domovanje. So ti dali lekcijo in se je zdaj držiš? Zelo hudo lekcijo. Nisem smela več stopiti na vrt, ker so me napadali. Narava ti je torej blizu, greš kdaj na Rožnik? Se kam odpraviš rada? Rada potuješ? Ali si rada doma? V bistvu me doma sploh ni nič. Samo kaj spim. zdaj to pomeni? Imam ostarele starše, mama je na Izlakah, to je 45 kilometrov od tukaj, očeta v Višnji Gori, ki je 30 kilometrov tukaj. Včasih se zgodi, da grem na oba konca isti dan, tako da greva z mamo na sprehod. To pa res, vsak dan. Zdaj pri očetu je pa tudi ima ogromno posest. Je tudi treba obrezati vse grmovje, pa obrezati vsa drevesa, obdelati vse njive in tudi malo pomagati pri gospodinjstvu, no. Tako da v resnici hodim samo spat domov. Oziroma še svoj vrt obdelam, pa potem sem upravnik naše hiše, zaradi tega, ker smo samo 3 lastniki in vse sami upravljamo. Od fasade, strehe, centralna kurjava, prižiganje, ugašanje, vodo, dopolnjevanje in tako. Sploh me ne skrbi zate, da se morda, ko boš odšla v pokoj, ne bi znašla. Dela imaš več kot preveč. Sem se pa spomnila ob tem, ko pripoveduješ o starejših, o svojih starših, da si ti tista oseba, ki nekaterim bralcem, sploh starejšim ali pa takim, ki ne morejo do knjižnice, prineseš knjige na dom. Ja, to dejavnost smo že imeli kot samostojna knjižnica Bežigrad. Koliko ljudi pa obiskuješ? Na obisk hodim vsak mesec,
Jaz imam kar tako razporejen. Zadnji teden, četrtek je ljudsko petje, prvi teden, sreda je obisk na domu. Pokličem bralce, 9 jih je zdajle na listi moje, ne, in vprašam, kaj si želijo. Zdaj pač so zelo različne želje, ene pač samo plažne, ene pač povejo spisek, kaj želijo. In potem ob sredah obhodim vse glavne, zdaj gospe, no, zdaj so samo gospe. In kolikšno je njihovo zadovoljstvo, ko prideš, si sploh ne znam predstavljati? To je za njih dogodek. Je ganljivo? Vedno je ganljivo, zato ker ti jim prineseš del zunanjega sveta. A ne, in vedno nekako vsaj nekaj besed si pa res izmenjamo. Ne. Zdaj, če pa so večji problemi, se pa malo dol zadržim pri njih, a ne, da pove. Si toliko empatična, se verjetno tudi pogovarjaš z njimi, kaj svetuješ. Vem, da je bil napotke daš. COVID. To je sploh strašen čas. Ja, gospa je pa morala na operacijo kolka in jo je strašno skrbelo, zaradi tega, ker je zdravnik povedal, da tako pa tako tam vsi COVID dobijo. In sem imela C-vitamin v torbici in sem ji ga dala. Ona je bila tako hvaležna tistega C-vitamina, da ni dobila COVID-a. Ja, dobro vplivaš tako na starejše. Kaj pa mladi? Z mladimi tudi družiš v knjižnici. Ja, kaj jim poveš, ko pridejo k vam v službo? Si tudi mentorica? Ja, vedno je najlepš delati z mladimi. V resnici so še veliko nepopisani, ne, imajo še vse pred seboj. Ja, probam najti spet ta talent, ki ga moraš najti pri človeku, kaj bi najbolj bilo zanj, ne? In tisto razvijati, drugače pa en red, ki tudi zame nekako velja, naredi tisto, kar bi ti želel, da drug naredi zate. In je vse narejen, ne rabiš nič drugega. Ni tako? Prekrasno. Upam, da se bo tega nasveta, da se bo ta nasvet oprijel mnogo ljudi. Knjižnica Bežigrad ima pa tudi enote. Ja. Koliko jih pa je in kje so? Ja, 5 enot ima: Črnuče, Glinškov ploščad, Savsko naselje, Dol, pa BS3. BS3, ki se sicer imenuje Dr. France Škerl, knjižnica Dr. Franceta Škerla. Ja, luštanje je na enote, ker je življenje tam popolnoma drugačno, kot v kjerkoli druge, no. Kako vidiš to razliko v delu med enoto in to centralno bežigrajsko knjižnico? Seveda, kot v centralni sem pač knjižničar, ne. Pač je tam manipulativni del, po enotah sem pa tudi informator, kot dajem informacije oziroma strežem, rečemo, ne. Ja, seveda je popolnoma drugačno. Zelo rada delam na Črnučah. Tam je res toliko odmaknjeno iz tega ljubljanskega okolja, da so ljudje popolnoma drugačni, se mi zdi. Vseeno, če hodijo tudi v knjižnico Bežigrad, ampak se tam drugačne obnašajo. Ne razumem tega. Primestno okolje, primestno, ne? In sploh že drugače deluje, kakor sam center, strogi center. Ja, drugače hodim tudi v BS3, kjer imamo veliko zbirko igrač. To se pravi, ko ti izposodiš knjigo, ko pride igrača nazaj, jo moraš pregledati. Za vsakim bralcem pač to pregledamo. In to kar nekaj dela. In če kaj manjka, kaj se zgodi? Potem se pokliče oziroma napiše bralcem, da pač ta del dopolnejo, oziroma če je pa uničena, ne, se pa tudi odškodnina. Tako kot za knjige, ne, se odškodnina zaračuna. Kako se otroci znajdejo dandanes v knjižnici? Jim je tam všeč?
Ja, mislim, da ja. Veliko pripomorejo te akcije, Ciciuhec, zelo veliko v bistvu otrok hodi starši v knjižnico, potem je malo vrzeli, tam najstništvo, mislim, da bi bilo treba še malo dopolniti prostorsko, a ne. Najstniki rabijo prostor za druženje, pa da si lahko mogoče tudi malo bolj glasen, kakor je običajno v knjižnici. Da se skrijejo v kakšen kotiček. Absolutno rabijo to. Da jih vsi ne vidijo, ne gledajo kar naprej. Tako, mislim, da tega manjka. Raven za to starostno stopnjo. Spomnila sem se na en dogodek, ravno ob takem novoletnem času v moji prejšnji službi, ko smo postavili eno ogromno novoletno jelko in pod njo podstavili 2 fotelja. Vedno sta bila zasedena in še potegnili so jih tako za smrekove veje, da se niso tisti, ki so tam sedeli, videli drugam. In tam smo srečevali mlade zaljubljence in tako mi je bilo ljubo, da je knjižnica en prostor, ki lahko nagovori tudi mladega človeka, kljub vsem tem današnjim novodobnim računalniškim napravam, tehnološkim napravam, ki jih mladi vse več uporabljajo. Ali misliš, da bo ta tehnologija, sploh umetna inteligenca, povzročila nekakšen zaton knjižnic in knjižničarskega poklica ali bo ravno obratno? Mislim, da bo ravno obratno. Zelo si prepričana? Ja, zakaj? jaz sem optimist. Ravno zato, ker sem toliko stara in toliko časa že delam v knjižničarstvu. In to je izkušnja, a ne, od tistih listkov in prepisovanja številk do zdajšnjega časa, ko imaš v resnici vse na online, ne, pa še zmeraj živimo, a ne. Vse smo še vedno... Informacije imamo pravzaprav v trenutku lahko dostopne, ampak o njih se je treba tudi potem pogovoriti. Tako je. Pogovarjati in jih osmisliti nekako, ne? Tako je, in to pa rabiš interakcijo s človekom. Ne, jaz sem umetne inteligence nekako ne bojim, ker zakaj bi, mislim, so se ljudje verjetno tudi elektrike bala, ne? Ne, to je vlaka sploh. Ja, a ne, avtomobilov. Tudi televizije, da bo radio izumrl. Ja, pa še vse funkcionira, a ne? Vse imamo. Pa, če pa res izumre, pa že tudi prav. V resnici ima vse svoj cikel, a ne? Zelo zanimivo razmišljanje. Ja. Mi se bojimo tega, a ne, da gre počasih kakšna stvar tudi v zaton. Ampak verjetno je kakšna druga prišla. Tako kot vrata, ena se zaprejo, druga se odprejo. Te mika, da bi v pokoju, ko boš imela ves čas tega sveta, odšla v ta svet in obiskala največje, najbolj znane, najlepše knjižnice? Mislim, vse to tudi že sproti delaš, a ne, ko greš v katerokoli državo, greš seveda tudi knjižnico pogledati. Katera ti je bila najbolj všeč? Ja, skandinavske so res nekaj posebenega, moram reči. Predvsem so mi bile všeč te male knjižnice, kjerkoli si se ustavil, tam sem šla po Lofotskih otokih, pa je pisal bibliotek. Pa spet druga postaja, bibliotek. Tretja postaja, avtobusna, bibliotek. Sploh nisem mogla verjeti. In so mi potem razložili, da v resnici jim zelo laufata medknjižnična izposoja. Šofer je dal knjige ven, vzel druge in tako, skratka, življenjsko. No, krasno. Krasno. Z lepim dogovorom. Ja, meni je bilo to recimo zelo, zelo všeč, da je res prišla knjiga v vsako vas. Ne moreš verjeti. Brez enih komplikacij, ne? Ja. Ne, zdaj pa eno službo, ki bo vozila to, ne, navadni avtobus. Krasno sodelovanje pravzaprav, ne, med ljudmi in različnimi poklici. Tam mora biti zelo veliko sodelovanja, ker imajo hude življenjske razmere, a ne, zima je pri njih zelo, zelo, zelo huda in potem zelo poenostavljajo stvari. In to je meni všeč. Ne, da se komplicira. Zelo enostavno teče. V katero knjižnico pa bi se,
če bi imela možnost, preselila za nekaj dni, lahko potuješ v preteklost, v prihodnost ali ostaneš v sedanjosti? Bi kar v sedanjosti ostala, pa bi kar v knjižnici Bežigrače ta let preživela. Res se dobro počutim, res je fajn videti tudi druge knjižnice, verjetno tudi delati v njih, da dobiš izkušnjo, da potem lahko ti primerjaš, kako je v resnici Tepluštan. Prekrasno. Kako gledaš pa na današnji vse bolj razdeljen svet in kaj te v tem svetu najbolj zaboli? Meni se ta svet sploh ne zdi tako grozen razdeljen. Mislim, ne gledaš televizije, ne poslušaš poročil. Ravno to sem hotela reči. Potem pa ne gledaš televizije in se ne informiraš o tekočih političnih zadevah. Ne, niti slučajno. Če nimam So ti odveč? Mislim, če nimam vpliva, zakaj bi se s tem ukvarjala? Imam toliko drugega dela, da res ne želim, ne moram vplivati na to, a je vojna v Gazi ali ne. Ampak je pa res, da svojim delom in svojim življenjem počneš tiste stvari, ki vplivajo na tvoj mikrokozmos okrog tebe in že to je, včasih pozabljamo, kako velika stvar je to. Seveda, da en človek tako lepo vpliva na svojo okolico. Tako je. Kar ne moreš spremeniti, je brez veze se s tistem ukvarjati. Fajn se je ukvarjati s tem, kar lahko spremeniš. Spremeniš lahko pa samo sebe, nikogar okoli tebe. Avtomatično, ko ti sebe spremeniš ali pa svoje stališče, to enega problema, se tudi okolica spremeni, ker ti drugače deluješ. Ne moreš vedno reagirati, vedno reagiraš, če se ponavljajo stvari, če se pa ti spremeniš, da drugače deluješ, mora biti pa reakcija tudi drugačna, ne mora biti enaka. Smo v prazničnem času, kmalu bomo praznovali Božič, pa novo leto. Kakšne so tvoje želje za naše poslušalce? Ja, najlepše, naj se poslušajo sebe, kot smo rekli, spreminjajo samo sebe in si sam sebi si lahko narediš najlepše življenje. Nihče drug ti ga ne more narediti. In s tem, ko sam sebe osrečiš, lahko tudi okolico osrečuješ. Kaj je zate največje upanje? Življenje samo, verjetno, ne toliko časa. Ko živiš, se lahko spreminjaš, si lahko vesel, si lahko, no, se je že to velika, ne, da si. Ja, biti. Oziroma bodi. Ja. Bodi, draga Marija Čeh, hvala, ker si bila gostja v tej naši knjižničarski oddajici, ustvarjalne dimenzije, knjižničar, knjižničarka. Ja, hvala za povabilo, z veseljem. Hvala tudi vsem vam, ker ste prisluhnili najinemu pogovoru. Če vam je bil pogovor všeč, vas tudi vabimo, da ga delite s prijatelji in prisluhnite še kakšni epizodi. Podcast UDK lahko poslušate in mu sledite na platformah Apple Podcasts, Spotify, YouTube in v ostalih aplikacijah za podcaste. Vse povezave in dodatne vsebine pa najdete tudi na naši spletni strani mklj.si pod razdelkom MMC.